Med tihim šepetom človeških laži, kot steber svobode, ki v temi žari, sledimo korakom upora duha, kljubujemo času sodobnega sveta. Danes je 8. marec, mednarodni dan žena, ampak ne vsakdanjih žena, temveč tistih odločnih, pogumnih, borbenih in vztrajnih, zaradi katerih smo danes tukaj in zaradi katerih smo dolžne vztrajati v našem skupnem boju za ekonomsko, politično in socialno enakopravnost žensk. Sem ženska in ker se mi zdi še vedno pomembno v tem času, da se ženske oglasimo, povemo, s kakšno diskriminacijo, zatiranjem, izkoriščanjem se v družbi soočamo in da v bistvu ob tem dnevu predvsem poudarimo, da naš položaj v družbi še vedno ni enak položaju moškim in da ni to nek dan, kjer bi si mi želele rože pa čokolado, ampak v bistvu zahtevamo, da imamo enake pravice in pogoje v družbi kot moški. Zadnje vprašanje, si imela kakšno izkušnjo s seksizmom, neenakopravnostjo v današnji družbi? Ja, seveda, zagotovo ne znam povedati, ampak ne morem, mislim seveda, to je dejstvo, že to, da hodiš po ulici pa ti nekdo reče, nasmehni se, ka boš lepša. Neenakopravnost, če mislite na odnose oziroma na status moških žensk, ja, je povsod, ne glede na to, ali delate v zdravstvu, ali javna uprava, ali policija, ali ne vem kaj, to obstaja. Sem bila tudi nadlegovana. Mislim, bom govorila iz svoje perspektive in pač LGBTIQ plus ženske. Še zmeraj ne moremo ustvariti družine na tak način, da bi lahko posvojile otroke v istospolni zvezi ali pa da bi zanosile s pomočjo biomedicinske pomoči v letu 2022. Prav tako smo diskriminirane v zdravstvenem sistemu, recimo trans ženske so zelo diskriminirane v zdravstvenem sistemu in si recimo še zmeraj ne morejo pravno potrditi svojega spola na podlagi samoidentifikacije. Poleg tega je pa pač enostavno tukaj še družbena neenakost, sistemsko zatiranje, velike teh stvari in vse marginalizirane ženske še bolj občutijo to diskriminacijo. Po drugi strani je pa še recimo neka čista stereotipizacija, diskriminacija, recimo ženske, ki se pojavijo v javni sferi, vedno se jih sprašuje, kako pa to kombinirate z domačim življenjem, skrbijo za otroke, ali pa se komentira njihov videz, na primer. Smo imeli v Sloveniji eno predsednico vlade in stalni članki v medijih so bili o tem, kako krilo ima oblečeno. Zdaj o tem, kakšno kravato nosi Janez Janša, pa nič kaj veliko ne slišimo, tako da recimo en primer. Iskreno, s to vlado trenutno nimam prav nobenega upanja na spremembe na bolje ali pa spremembe, s katerimi bi ženskam bilo v družbi bolje. Tako da upam na novo vlado, ki bo imela posluh do različnih družbenih skupin, ki bo imela posluh za nevladne organizacije, ki imajo odlične programe in ki vejo, ki poznajo ljudi na teren in vejo, kakšne spremembe so potrebne. Tako da upam na novo vlado. Mislim, da je tle največ, kar lahko država naredi, to, da čim več teh sistemov ohrani javnih in vzpostavi tudi nove, kjer je potrebno. Recimo vrtce imamo javne, ampak si jih marsikdo ne more privoščiti. Tako da recimo en napredek bi bil brezplačni vrtci za vse, brezplačno varstvo za otroke popoldan, da lahko ženske tudi, ko pridejo iz službe, se v javnosti udejstvujejo. Ali pa recimo javne kuhinje, ki so dostopne vsem, da nismo pa vsi odvisni od tega, a bo mama kaj skuhala tisti dan oziroma kar pričakujemo, da bo. Naj se ve, da podpora ženski širi se in skupni boj nadaljuje se, skupnimi zahtevami za vse. Dovolj poniževanja in diskriminacije, dovolj nespoštljive komunikacije, groženj, ustrahovanj, dovolj ignorance, nečloveških delovnih razmer in socialnih plač. Zahtevamo enake pravice in možnosti za vse, ustrezno plačilo in dvig plač strokovnih delavcev in vsem v plačni skupini J. Realizacijo strokovnih zahtev in takojšnji dialog, dovolj ignorance. In tukaj glasno sporočamo, da dostojanstva in spoštovanja ne prosimo, ampak zahtevamo. Zahtevamo ga za nas in zahtevamo ga za vas in za vse cenjene ženske.
naj širi svoj glas, sanje milijonov naj sklijejo v glas. Svoboda je misel posebna kot kras, svoboda je ogenj, ki greje naš obraz. Bitke pogumnih in srčnih ljudi, za nas niso zgodbe pozabljenih dni, za njih naj naša pesem živi, za njih zdaj k soncu mi dvigamo pesem.